Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Nahajamo se v času, ko so na pohodu prehladna obolenja, pojavlja se tudi gripa. In prav o gripi bomo danes govorili z Bojanom Madjarjem, magistrom farmacije iz Pomurskih lekarn. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa če začneva današnji pogovor morda o tem, kakšni so najbolj nekakšni tipični znaki in simptomi, ki se pojavijo ob gripi. Ja, gripa je eno tako virozno obolenje, ki ga mnogokrat tudi ljudje zamenjujejo s prehladom, čeprav pri gripi se ti znaki in simptomi dosti hitreje in dosti bolj intenzivno pojavijo in nas pogosto tudi gripa za kak dan, dva ali pa več položi v posteljo. Najprej začutimo neko močno bolečino, lahko je to glavobol kar močan, potem pa tudi bolijo nas mišice, dostikrat rečejo, boli me vse, sklepi, kosti, mišice in to je najbolj tako intenzivno, najbolj značilno za gripo, ki jo loči tudi od prehlada. Recimo pri gripi tudi pogosto telesna temperatura zelo naraste, se pravi dobimo vročino, lahko je tudi nad 39 stopinj Celzija. Medtem ko drugi simptomi, ki so bolj značilni za prehlad, za gripo niso ravno značilni. Recimo izcedek iz nosu praktično pri gripi ga ne pričakujemo. Prav tako ne neko praskanje ali pa bolečine v žrelu. Dočim ta kašelj, ki je lahko tudi značilen za prehlad, ne pa vedno, se pri gripi tudi rad pojavlja, predvsem tak suh, dražeč kašelj, zna vztrajati še kar nekaj časa potem, ko tudi že drugi simptomi dejansko izginejo. No in če zbolimo za gripo, pridemo v lekarno, kaj najpogosteje svetujete obolelim za gripo? Ja, rekel bi tako, zelo primerno je, da takrat poslušamo svoje telo in da ga ubogamo. S to vročino, s to bolečino, slabim počutjem nam želi povedati, da rabi čas, mir, da se bolezen preboli. Gripa običajno ni neka težava, ki bi zahtevala hospitalizacijo, razen v določenih primerih se pa lahko tudi zadeva zakomplicira. Se pravi, počitek, nekaj dni, da ostanemo doma, da ne gremo v šolo, ne gremo v službo, nenazadnje na ta način pomagamo tudi drugim, da ne hodimo okrog in ne raznašamo virusov vse okrog in okužimo druge naše sodelavce ali pa sošolce in podobno. Se pravi, da počivamo, da uživamo dovolj tekočine, tudi to je zelo pomembno, kajti na ta način tudi omogočamo hidriranost samemu telesu, nenazadnje sem rekel, vročina, izgubljamo dosti tekočine in na to tudi včasih pozabimo, potem je pa nekdo starejši, ki itak premalo pije, pa lahko tudi zaradi ne same gripe, ampak tudi zaradi dehidracije potem pristane tudi v bolnišnici. In omenili ste v odgovoru prenos okužbe. Kdaj se sami lahko okužimo in kdaj smo pravzaprav najbolj kužni? Ja, gripo povzročajo virusi influence. Okužimo se od drugih ljudi, lahko okužba poteka preko tega, da s kom se pogovarjamo, bolj glasno govori, kašlje v nas, kiha. Recimo tudi preko okuženih predmetov, nekdo se dotakne nosu, recimo se dotakne kljuke, zatem mi primamo to kljuko in če ne pazimo, če ne izvajamo redno teh higienskih ukrepov, se pravi striktnega umivanja rok, potem dokaj hitro se lahko dotaknemo obraza in virusi so tam, kjer hočejo biti, zelo blizu naših dihal, tam se tudi razmnožujejo in povzročajo vse te težave. Zdaj, ta inkubacijski čas je lahko različen, lahko se pojavijo ti simptomi v času nekaj ur po stiku z virusom do nekaj dni. Mi smo kužni iz tega razloga tudi lahko že kak dan, dva, preden se pojavijo simptomi in pa kak teden dni v času trajanja, od začetka trajanja teh simptomov smo lahko kužni in lahko prenesemo potem okužbo na naše soljudje. In če že zbolimo za gripo, rekli ste, da svetujete počitek in pa pitje veliko tekočine, ampak kaj pa zdravila, kakšne jih svetujete? Pogosto rabimo tudi zdravila, predvsem za te najbolj znane oziroma kritične simptome, ki nas lahko pestijo, to je bolečina, hud glavobola, vročina, zelo visoka, torej telesna temperatura. V tem primeru svetujemo najraje kako izmed sintetnih zdravil, ki ima antipiretičen učinek, to pomeni, da znižuje povišano telesno temperaturo in tudi analgetičen učinek. Hkrati dejansko imajo te učinkovine. Analgetik pomeni, da olajša bolečino.
Zdaj, prva izbira je vsekakor paracetamol, ker ga lahko priporočamo različnim skupinam ljudi, ne? Lahko ga priporočamo otrokom, odraslim, starostnikom, tudi ob določenih kroničnih boleznih, ko recimo kako drugo zdravilo ne pride poštev, pa paracetamol lahko uporabimo. Seveda je ta paracetamol v različnih farmacevtskih oblikah, ponavadi imamo tablete, lahko so tudi neki praški, ki se raztopijo v vodi, ali pa sirup recimo za otroke pride tudi poštev. Potem imamo še eno možnost, recimo acetilsalicilno kislino ali pa druge nesteroidne antirevmatike, kot je ibuprofen, naproxen. Ti imajo malce omejeno uporabnost, ker ne moremo jih priporočati otrokom, nosečnicam, doječim materam, ob določenih kroničnih boleznih tudi niso ravno najboljša izbira, recimo bolezni prebavil, kot je brazeda na želodcu ali pa kakšne srčno-žilne bolezni. Tako da je seveda primerno, da se, ko imamo te težave, da se posvetujemo z strokovnjakom v lekarni, da lahko na ta način izberemo res tisto zdravilo, ki je najbolj ustrezno za nas, da nam bo pomagalo, pa hkrati, da ne bo škodovalo. Zdaj, kakšni drugi simptomi, kot sem rekel, kašelj je še lahko prisoten, ne? Tle lahko priporočamo kakšne sirupe, tablete, zdaj odvisno za kak kašelj gre in koliko je moteč, zdaj kakšen izcedek iz nosu ali pa boleče žrelo, vse to imamo zdravila, ampak običajno pri gripi to ni težava. No, zdaj sva govorila o sintetičnih zdravilih, kaj pa mati narava? Si lahko pomagamo morda pri gripi tudi z zdravilnimi rastlinami? Ja, pri gripi malo manj kot pri prehladu. Dočim se je zanimivo, ne, ta acetilsalicilna kislina je dejansko, ko je Hoffman je razvil iz ene molekule, iz salicilne kisline, ki se nahaja v naravi, ne. Nahaja se v določenih zdravilnih rastlinah, kot je brestovolistni oslad ali pa vrba, ampak kot prvo, ta spojina, sama salicilna kislina je dosti škodljiva našim prebavilom, zelo draži, ne. Zato je tudi Hoffman takrat, ko je razvil acetilsalicilno kislino in registriral aspirin, želel narediti nekaj, kar bo manj škodljivo, ne, in je najprej poskusil to na svojem očetu in je tako nastala ta acetilsalicilna kislina, ki jo uporabljamo že več kot 100 let. Skratka, rekel bi tako, narava nam nekaj nudi, ampak kar se tiče lajšanja bolečin ali pa vročine, nima nekega pravega orožja, ne. Imamo te sintezna zdravila, ki so dosti bolj učinkovita in predvsem tudi bolj varna, tako da vsekakor potem poseči. Če gre za neke druge težave, kot je kašelj, izcedek iz nosu, boleče žrelo, tle si pa lahko že marsikaj pomagamo, tudi z zdravilnimi rastlinami, ki lahko pridejo tudi tle v poštev in zelo uspešno tudi lajšajo tiste težave. Lahko omeniva, kar se tiče narave, določene zdravilne rastline, ki delujejo na imunski sistem, ne. Kot je recimo ameriški slamnik, ki ima za sabo kar nekaj raziskav in je tudi registriran, in jih imamo kar nekaj izdelkov kot zdravila, se pravi, da imajo dokazano učinkovitost. Tega lahko uporabimo tako preventivno, da preprečimo, da bi se okužili, ne, da nekako naš imunski sistem malce spodbudimo, da čim prej deluje, tudi preventivno, da prepreči, da bi se vsi ti simptomi tako zelo izrazili, ampak ali pa takrat, ko smo že bolni, recimo, ne, da čim prej prebolimo samo gripo oziroma tudi z čim manj izraženimi simptomi. Ampak vedno, ko jemljemo zdravila, nas opozarjate na nekakšne previdnostne ukrepe. Kako je pri gripi? Namreč ta zdravila, ki jih lahko dobimo v lekarni, so zdravila brez recepta. Je zdravljenje povsem varno ali je vseeno potrebno biti na kaj pozoren? Tako je, gre za zdravila brez recepta, ampak absolutne varnosti pa tudi pri teh zdravilih ni, a ne. In to se včasih premalo zavedamo, ne. Tudi vedno znova se pojavljajo želja, da bi zdravila se dobila tudi kje izven, se pravi, da bi jih lahko prosto kupili. Sem se lansko leto recimo pogovarjal o enem takem zelo znanem zdravilu, ki sem prej omenil, paracetamol, a ne, ki je sicer pri nas se dobi samo v lekarnah. Na Švedskem so ga sprostili, v enem letu je zelo naraslo, so narasli število primerov, smrtnih primerov poskusov in pa tudi uspešnih poskusov narediti samomor s tem, ne. Tako da so potem šli spet nazaj, ne. Država se mora odločiti zdaj, koliko liberalno gre v nekaj, ne. Kajti veste, država na ta način, da zadrži zdravila v lekarnah, zagotavlja varnost svojim državljanom. To je osnovna želja vsake države, ne. In tega se moramo zavedati, čeprav je zdravilo brez recepta,
lahko tudi škodeje. Tle pri teh zdravilih, ki se dostikrat oglašujejo kot zdravila za gripo ali pa prehlad, ne, in potem imajo različne učinkovine noter in ljudje lahko dosti hitro tudi spregledajo dejstvo, da so iste učinkovine v različnih zdravilih in lahko pride do predoziranja, ne, kar se lahko tudi dostikrat tragično konča. Tako da tle je treba biti pozoren, ni zdravila za gripo, ne. Imamo zdravila za določene simptome, na to moramo biti pozorni in moramo vedeti, katere simptome imamo, ne, kaj nas stare in potem iskati ciljano to zdravilo, ne pa 2-3 zdravila kupiti, vsa so za gripo, ne, več je bolje, lahko je tudi več pomeni, da končamo v bolnišnici, ne, pa če imamo srečo, preživimo. Tako da tle biti res pozoren in še enkrat, zato je tudi umeščeno tako zdravilo v lekarno, ker se srečamo z strokovnjakom v zdravilih, to je farmacevtski tehnik ali pa magister farmacije celo in nam potem lahko tudi prepreči kako tako neželeno posledico, ki bi se lahko zgodila. Torej pri gripi v lekarno po nasvet farmacevta, samo zdravljenje je priporočljivo, je primerno torej, ampak ne v vseh primerih. Kaj takrat storiti, kdaj k zdravniku, da ne daljšamo čakalnih dob, da ne obremenjujemo po nepotrebnem, na primer zdravnikov? Ja, res je, samo zdravljenje je običajno zelo na mesto in gripa običajno mine brez zapletov, pač nekaj dni preležimo, ne, nekaj bolniške moramo vzeti, nekaj časa smo odsotni, še kak teden potem se res slabo počutimo, organizem se mora regenerirati, ampak določeni primeri so pa res, da je bolje vsaj poklicati zdravnika, če že ne tako iti k zdravniku, ne. Recimo to svetujemo vsekakor v primeru nekega starejšega bolnika ali pa če ima kronične bolezni. Najprej nam pade na misel kronične bolezni dihal, to sta astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, ki lahko potem sama gripa še dodatno poslabša te osnovne bolezni, ne, tle moramo opaziti, ker gre za resna stanja, ne. Tudi kronične bolezni, kot je srčni bolniki, se pravi bolezni srca, srčno popuščanje, koronarna bolezen, vsi ti morajo biti bolj previdni in prej do zdravnika kot običajno. Na to opozarjamo tudi recimo nosečnice ali pa zelo majhne otroke ali pa drugače oslabele recimo ljudi, ne. Tudi v primeru, če gripa če smo drugače zdravi, pa gripa traja, ne vem, več kot 7 dni, to je že preveč, takrat je že treba pomisliti na kaj drugega. Veste, gripa je virusno obolenje, ne, ampak takrat lahko pa pride do sekundarne okužbe, se pravi, pride do neke bakterijske okužbe in se lahko zadeva potem tudi zakomplicira, tako da v teh primerih ne predolgo čakati. Če traja kaša več kot 2 tedna, tudi ne bomo več ga samo zdravili. Gremo do zdravnika preveriti, da ne bi bilo kaj narobe, ne, da ni kakšna resnejša težava v ozadju. Ali pa če vročino znižujemo 3 dni, pa nam ne uspe, ne, vedno znova se vrača zelo visoko, nismo uspešni. To so vse primeri takrat, ali pa ko se res izredno slabo počutimo, ne predolgo čakati, vse poklicati zdravnika, razložiti, zakaj se gre in potem tudi lažje oceni. Ali pridete sem ali pa nam svetuje določeno zadevo, kaj narediti v tem primeru. No, povedali so veliko zanimivih in koristnih informacij. Verjamem, da bodo našim gledalcem pomagale, če bodo slučajno zboleli za prehladom ali gripo. Hvala za pogovor. Hvala. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vam pa želim veliko zdravja, čim manj prehlada, čim manj gripe in čim več prijetnih trenutkov. Hvala za pozornost in nasvidenje.